Na 26 lokacijah okoli Blejskega jezera so potapljači zbrali kar nekaj vreč odpadkov. Zadnji vikend v maju so se potapljači zbrali v grajskem kopališču na Bledu. Že 25. leto zapored so se lotili čiščenja Blejskega jezera. Letošnje leto je res jubilejno, če tako rečem, žal jubilejno, ker pač moramo te stvari početi. To pa zaradi tega, ker je vsako leto, kljub našim velikim prizadevanjem, še vedno veliko smeti. In koliko v povprečju, v kakšnih količinah smeti govorimo, recimo? Ja, vsak potapljač nabere v svojem času, kar je pod vodo, vsaj eno vrečo smeti. To pomeni 95krat po eno vrečo, si lahko predstavljate, da je to kar velika številka na koncu. Ampak s tem, da pustimo v primeru, bom rekel, razne črepinje, ki so pač naša arheološka dediščina, karkoli ne ostane pod vodo, ampak nabiramo samo plastiko oziroma res odpadke, ki v jezero ne sodijo. Čistilne akcije se je udeležilo 95 potapljačev iz 15 slovenskih klubov. Prišli pa so tudi potapljači iz Trsta, s katerimi Društvo za podvodne dejavnosti Bled dobro sodeluje. To je že približno več kot 20 let, ko sem spoznal Janeza Andrejca, to je organizatorja, predsednika PD Bled. Letos tudi smo organizirali, da je skupina prišla gor na čistilno akcijo in res smo zelo zadovoljni, da smo tukaj in predvsem, da organizatorji so naročili tako čudovito vreme. Vreme je bilo kot nalašč naročeno za potapljanje. Danes je odlična vidljivost. 18 stopinj je do 3 metrov od vrha dol, nižje dol je pa 7 stopinj, tako da danes je bila fantastična vidljivost. Se pravi, ste tudi uživali, poleg tega, da ste naredili nekaj zelo dobrega za okolje, za Bled? Seveda, vidi se tudi nekaj rib, tako da Bled je živo jezero. Da pa bo jezero še naprej tako živo, je potrebno zanj tudi skrbeti. Potapljači so čistili od 5 do 10 metrov širok pas jezera ob obali do globine 8 metrov. In česa so iz globin na površje prinesli največ? Največ je piksen flaš od praznovanja novega leta ponovadi. Dosti je še jajc, se najde teh isto od ognjemeta. Pa plastika, vrečke, se pravi, največ je pa piksen pa flašno. Razne table, oglaševalne, za gostilne, jaz vem, tam sem en oken plastičen ven potegnil, ampak to je od tiste hiške štartne. Drugače pa kaj takega ni, dosti teh starih smeti, ki se je včasih metali noter, ampak tega je zmeraj manj. Andraž Cerar vedno rad sodeluje pri takšnih čistilnih akcijah. Pomemben mi je sploh meni osebno iz vidika čiščenja narave. Jaz osebno čistim in Savo, ekorafting in jezer. Reke mi dosti, voda mi dosti pomeni, tako da moramo to ohraniti. Tlele živimo v enem takem lepem okolju, pa da zasvinamo, se meni zdi fejst sporno. Tako da, če je to naš doprinos temu, da malo počistimo, je to. Tudi njegov 12-letni sin, najmlajši izmed udeležencev čistilne akcije, se zaveda, kako pomembna je skrb za okolje. Akcije se je udeležil že 4. Danes sem se potapljal na dah z rolčkom pa z masko. In si pobral kaj smeti? Ja, veliko. Posebno pozornost so tudi letos posvetili odstranjevanju vsiljivih tujerodnih školjk potujočih trikotničark. Tako da v vsaki ekipi, okrog 26 lokacij okrog celega jezera, je vsaj eden strokovno usposobljen potapljač, ki nabira te školjke, tako da jih tudi potem lahko mi določimo točne lokacije in točno vemo, kje so se v tem času razmnožile. Potapljači se zaradi večje varnosti vedno potapljajo v paru. Vsak, ki je v času čistilne akcije opravil potop, je na koncu dobil prav posebno priznanje. Člani Društva za podvodne dejavnosti Bled seveda pri tem projektu niso sami. Izrecno moram poudariti, da nam vsako leto priskočijo na pomoč ribiška družina Bled, infrastruktura Bled, občina Bled, kakor tudi lokalni hoteli, restauracije, obrtniki oziroma kdorkoli vidi, da je to nekaj plemenitega, da to delamo za skupnost, da to delamo za vse nas, zato da ohranimo jezero tako, kot smo ga dobili pred leti. Tradicionalna spomladanska akcija se je zaključila s piknikom in druženjem vseh sodelujočih. Združili so prijetno s koristnim in naredili nekaj dobrega za naš jezerski biser.